Danes v Pomurskem dnevniku. Počastitev razglasitve amandmajev. Nova pravila na meji. Županom o aktualnem dogajanju. Pomurci v reprezentanci. Vreme, jutri delno jasno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. V predsedniški palači je potekala slovesnost v počastitev 30. obletnice razglasitve amandmajev k Ustavi Republike Slovenije. Slavnostna govornika sta bila Ludvik Toplak, predsednik Družbeno-političnega zbora tedanje Skupščine Republike Slovenije, in Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije. Slovesnost in obeležitev obletnice sodita v okvir prizadevanj predsednika republike za ohranitev zgodovinskega spomina na prelomne dogodke pred 30 leti, ki so utirali pot prvim demokratičnim volitvam in odločitvi o osamosvojitvi Slovenije. Z ustavnimi amandmaji 96, 97, 98 k Ustavi Republike Slovenije je takratna skupščina 27. septembra 90 razglasila ustavno-pravno in vojaško-obrambno suverenost Republike Slovenije, kar je skupščina sicer politično že deklarirala z deklaracijo o suverenosti države Slovenije 2. julija istega leta in vojaška oblast pod vodstvom takratnega sekretarja za obrambo Janeza Janše dejansko vzpostavila v pristavi pri Ivančni Gorici 7. septembra 90. Gre za razglasitev ustavno-pravne in vojaško-obrambne suverenosti slovenskega naroda. Obeležitev je bila 8. v vrsti dosedanjih počastitev 30. obletnice teh prelomnih dogodkov. In to, kar bi rad povedal, je, da je bilo takrat, tako kot danes, politično, strankarsko že, seveda, ideološko, vrednostno, življenje zelo burno. Danes, ko skušamo mladim ljudem približati ta čas, pogosto naredimo napako, ko jim rečemo, da je bil to čas enotnosti. In menijo, da je pač bil takrat čas enotnosti in danes je čas razlik. Ne, tudi takrat je bil, roko na srce, čas velikih razlik in političnih razhajanj. Tudi ko je bila ustanovljena Demosova vlada, je bilo v Bučarjevi skupščini zelo pestro. Vsi, ki smo takrat bili, predsednik, se spomnimo, da so bile razprave zelo burne in da je se nam momente zdelo, da se nikdar ne bomo dogovorili glede osamosvojitve države, čeprav je bila ta ne samo poglavitni cilj Demosove vlade, ampak je začela prevladovati kot poglavitni cilj vseh nas. In z tega vidika bi želel povedati, je obeležitev sprejema ustavnih amandmajev 28. septembra leta 1990 bila nekaj prelomnega. Slovesnosti ob 30. obletnici prvih demokratičnih in večstrankarskih volitev, na kateri bi bila slavnostna govornik, prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan in predsednik prve demokratično izvoljene vlade Republike Slovenije Alojz Peterle, v tedanjih razmerah ni bilo mogoče pripraviti. Zato je predsednik republike v počastitev obletnice državljanke in državljane ter Slovenke in Slovence nagovoril s posebno poslanico. Začele so veljati spremembe pri prehajanju mej. Če boste imeli negativen test, ki ne sme biti star več kot 48 ur, vam karantena ob vstopu v Slovenijo ne bo odrejena. Poglejmo izjavo. Na mejah se z izdajanjem karantenskih odločb ne spremeni pravzaprav nič. Kdorkoli, torej oseba, ki bo želela priti v Slovenijo z rdeče države in ne bo imela s sabo negativnega COVID testa, ji bo izdana karantenska odločba. Smo pa v odloku zapisali še dodatno izjemo, torej tudi tisti, ki bo prejel karantensko odločbo, torej ki se bo na meji odločil, da gre v karanteno, bo imel tekom karantene, torej tekom tistih 10 dni karantene, možnost, da opravi test na COVID-19 in v primeru negativnega testa na COVID-19 se mu ta karantenska doba prekine. To pomeni teoretično, da lahko pridete mejo, dobite karantensko odločbo in se čez dan, dva odločite za COVID test, v tem primeru
vkolikor je pač negativen, boste pod narekovaji karantene v nadaljevanju oproščeni. V Črni na Koroškem trenutno beležijo največji delež aktivnih okužb, okužen je že skoraj 1% občanov. Ta delež pa je že skoraj podvojen, če bi upoštevali tudi vse stanovalce Centra za usposabljanje, delo in varstvo, ki tam sicer bivajo, a v Črni nimajo uradno registriranega stalnega prebivališča. S preselitvijo okuženih v rdečo cono v bližnjem centru šolskih in obšolskih dejavnosti zdaj sicer upajo, da so širitev zajezili, a so Črnjani pri vsakodnevnih opravilih v kraju kljub temu še dodatno previdni. V Centru za usposabljanje, ker skrbijo za osebe z motnjami v duševnem razvoju, je okuženih že več kot 40 uporabnikov in 15 zaposlenih. Tisti, ki so imeli pozitivne rezultate, nimajo težjih zdravstvenih zapletov in seveda vsi smo nekje v nekem strahu, kaj se bo še dogajalo v prihodnjih tednih. 3 uporabnike so sicer vendarle hospitalizirali, še 17 pa so jih premestili v UKC Ljubljana, a le začasno, da bi v Mežiškem centru obšolskih dejavnosti pripravili rdečo cono. Tu so že v nedeljo vsi okuženi iz doma, zdaj pa so se jim pridružili še uporabniki, ki so začasno bivali v Ljubljani. V Črni so maske del vsakdana tudi na ulici. Zdaj skrbi? Ne. Po eni strani ja, po drugi ne. Mislim, da so tudi vse naredili, da bojo zajezili to okužbo in da bomo premagali ta virus nekako. Življenja Črnjanov so zelo prepletena, hkrati pa sta v neposredni bližini Centra za usposabljanje tudi zdravstvena postaja in osnovna šola. Tisti, ki živijo recimo v Črni, so zaposleni tudi v Centru za usposabljanje in seveda potem njihovi otroci hodijo v osnovno šolo. Zato so že v prvi okužbi center zaprli za obiskovalce, zaposleni pa glede na določene cone delajo v ustrezni zaščitni opremi. V osrednji enoti po preselitvi okuženih zdaj ostaje še 130 uporabnikov. Uporabniki pa so seveda pri tem zelo skrbni in nam tudi pri tem zelo pomagajo, tako da mislim, da tudi zelo sledijo našim navodilom. Dosledno pa jih med opravki upoštevajo tudi domačini. Tudi razkuževanje, tudi nošenje mask, tudi distanca, tudi v trgovinah. Delež okuženih na število prebivalcev v Črni sicer res najvišji v državi, a županja opozarja, da podatek v pravi kontekst postavlja dejstvo, da je občina med najredkeje poseljenimi v Sloveniji. Seveda smo vsi zaskrbljeni, hkrati pa smo tudi optimistični, glede na to, da trenutna COVID situacija ne kaže kakšnih zelo resnih obolenj. In v Črni si srčno želijo, da bo tako tudi ostalo. V oddaji Soboški ekran smo gostili soboškega župana Aleksandra Jevška, s katerim smo se pogovarjali o aktualnem dogajanju v občini, tudi investicijah, ki potekajo v krajevnih skupnostih. Poglejmo izsek iz oddaje, ki si jo lahko v celoti ogledate danes ob 18:30 in 20:15. Se včasih ustvarja vtis, da se v krajevnih skupnostih nič ne dela. Poglejte, dejstvo je, da je tudi zagotavljanje finančnih sredstev po zakonu o financiranju občin, pa tudi vračanje evropskih sredstev iz države v lokalne skupnosti COVID nekoliko ustavil. Namreč uslužbenci na državni ravni so se intenzivno ukvarjali za pripravo različne zakonodaje, interventne zakonodaje in se je ta tok denarja, od katerega je odvisna dinamika, potem tudi investicij v krajevni skupnosti nekoliko ustavil. Jaz sem se z predsednicami in predsedniki krajevnih skupnosti o tem pogovarjal in jih prosil, da nekoliko počakajo. No, sedaj se je ta tok nekoliko sprostil, zadeve prihajajo v neke normalne tire in vse investicije, o katerih smo se dogovorili s krajevnimi skupnostmi, bojo se začele izvajati ali pa se bojo zaključile že letošnje leto. Mi pa v tem obdobju COVID-a nismo čakali križem rok, ampak smo pripravljali vse potrebne dokumente, ki jih ti potrebuješ za podpis pogodbe potem z izvajalcem in v velikih primerih je to bilo narejeno. Podpisali smo prejšnji teden pogodbo za dokončanje fasade gasilskega doma v Rakičanu, v Veščici se dokončuje vaško-gasilski dom, na Pušči so narejeni vsi potrebni popisi za opremo gasilskega doma, v Markišavcih menjamo streho, prav tako v Polani, ker se udira
Narejenih je kar nekaj zamenjav vodovodnih inštalacij v krajevnih skupnostih, posledično tudi preplastitev v Satahovcih, opravljeno pravzaprav vse, da začnemo z rekonstrukcijo vaškega gasilskega doma, tako kot smo se dogovorili. In še bi lahko našteval, da ne bomo zašli v prevelike podrobnosti, vendar kot rečeno, investicije se bojo začele ali pa celo že dokončale v letošnjem letu. Matjaž Kek je predstavil seznam poklicanih igralcev za reprezentančne tekme v oktobru. Med igralci sta tudi dva Pomurca. Slovenski selektor Matjaž Kek je za prihajajoče tekme slovenske reprezentance ponovno poklical nogometaša Mure Nina Koutra, ki je debitiral v dresu izbrane vrste 3. septembra na tekmi Lige narodov, ko je Slovenija remizirala 0:0 z Grčijo. Proti Moldavcem je svoj prvenec v dresu reprezentance zabil še en Pomurec, Damjan Bohar, ki je tudi zdaj na seznamu igralcev selektorja Keka. Koutar je v letošnji sezoni v izjemni formi. Na prvih 5 tekmah Prve lige Telekom Slovenije se je med strelce zapisal že 3-krat. En gol pa je prispeval tudi proti PSV-ju, ko je Mura izgubila s 5:1. Nekdanji nogometaš Mure Damjan Bohar pa je nedavno zamenjal delodajalca, saj je Poljsko zamenjal za Hrvaško in se pridružil tamkajšnjemu prvoligašu Osijeku. Prekmurec je za klub iz mesta ob Dravi podpisal 3-letno pogodbo, neuradno naj bi zanj odšteli $500 000, mesečno pa naj bi zaslužil 33 000 evrov. Pripravljalna tekma med Slovenijo in San Marinom bo 7. oktobra ob 20:45 v Stožicah. Tekmi UEFA Lige narodov s Kosovom in Moldavijo pa 11. oziroma 14. oktobra. Jutri bo delno jasno s povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli sončen dan s temperaturami okrog 16 stopinj Celzija. Opoldne ste v krajinskem parku Goričko namerili 16 stopinj, v Lendavi prav tako 16, v Radencih 17 ter v Murski Soboti 18 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo v Murski Soboti 10 in Mariboru 9 stopinj, čez dan bodo termometri v Murski Soboti pokazali 21 in v Mariboru 20 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva pretežno jasno in po nekaterih nižinah megleno. Čez dan se bo v zahodni in delu srednje Slovenije oblačnost povečala. Popoldne bo na Primorskem in Notranjskem občasno rahlo deževalo. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. V petek bo v vzhodnih krajih večinoma suho, predvsem v Prekmurju bo še dokaj sončno. Drugod bo oblačno, občasno bo deževalo. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 7 in 13, dnevne pa med 21 in 26 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, z nami bodite tudi jutri, ko bo z vami Luka Antolin. Nasvidenje.